Tako, 3/4 dela je opravljenega, zmaga tudi proti Venezueli, roko na srce pričakovana, je pa šlo od samega začetka nekoliko težje, kot smo pričakovali. Skratka, agresivno so pritisnili, v bistvu oboji, mogoče Venezuelci še celo nekoliko bolj izvajali izreden pritisk na Luki, ampak dobro, znašel se je nekako, čeprav so ga pretepali, dobesedno. Ves poudarek je bil praktično na njemu, čim bolj ga onemogočiti, pa vendar je najdel rešitve v asistencah do Tobija kot samim izsiljevanjem osebnih napak, tako da smo v redu prebrodili prvo četrtino, celo dobili 26-21. Je pa sam uvod pokazal nekaj slabosti, ki jih bo potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti, se pravi že do jutri, no. Skok v obrambi je v uvodni četrtini nekoliko pešal, smo pa seveda tudi zaradi samega pritiska naredili nekaj neumnosti. Zelo nam je pešal met iz razdalje, 2-9 celo za 3 točke v tem delu, v bistvu. Tako da smo imeli kar nekaj težav, ni šlo tako gladko kot na prejšnjih tekmah, no, tudi mogoče pomembno samega srečanja naredila svoje kakorkoli. Smo pa imeli, kot sem že dejal, Luko, ki je bil že blizu tisti formi, ki jo poznamo iz lige NBA, verjamem, da še vedno niti blizu, ampak vseeno tam nekje, hkrati pa je Tobi dal tisto, za kar je bil pripeljan, no. Skratka, odlično se je boril pod košem, zadeval z razdalje, skratka, je šlo, kolikor je šlo, in bilo je zelo uspešno. V nadaljevanju do konca polčasa so v bistvu Venezuelci zmetali kar 21 trojk. Zadeli so jih 5, medtem ko je Slovenija zmetala 12 trojk, uspešna je bila 3-krat. Recimo Prepelič ni zadev meta iz igre, kar v bistvu pove, da imamo še vendarle kar nekaj težav za jutrišnjo kar nekaj rezerv za jutrišnjo finalno srečanje proti Poljski oziroma Litvi, v času snemanja še to ni znano. Skratka, v nadaljevanju smo zelo dobro vstopili v drug polčas, 7-0 celo delni rezultat. Žal se je v tem delu igre nekoliko poškodoval Vlatko Čančar, ampak prve informacije so spodbudne, gre le za lažji zvin gležnja, mogoče še celo niti ne za zvin, ampak pač grd padec na nogo. Skratka, bo pripravljen za finalno srečanje, kar je najbolj pomembno. Se je pa tukaj v tretjem delu hitro pokazalo, kako agresivno lahko pristopimo k nasprotniku in kakšne težave jim lahko s tem povzročimo v bistvu. Tudi Luka je pa v tem delu igre nazorno pokazal, da lahko s potezo oziroma z dvema popolnoma vrže svojega branilca iz igre, zadane tisto step back trojko, v tem delu celo 2. Ena nas je vodila na +15, naslednja na +20. Tako da tukaj se je v bistvu po mojem mnenju že tekma odločila za trdo obrambo in nekaj zelo enostavnimi koši. Četrta četrtina ni v bistvu prinesla nič posebnega, razen tega, da smo lahko nekaj časa več pustili Luko na klopi, tudi Tobija. Neki igralci iz druge enote so potem lahko vse skupaj malo povezovali na igrišču in dali vsaj nekaj odmora. Kajti tale tekma, vsaj prvi polčas, je bila zelo intenzivna, verjamem, da smo nekaj moči tukaj porabili, ampak dobro, imamo tudi roko na srce in pa na našo srečo nekaj več ur počitka pred katerimkoli nasprotnikom v finalu, tako da tudi to nam gre nekoliko na roke. V redu, se slišimo še v nadaljevanju podcasta, ko bomo že vedeli, s kom igramo v velikem finalu. Tako, vmes je že v bistvu znano, da je naš nasprotnik v finalu kvalifikacijskega turnirja domačin Litva. Pričakovano, kljub temu, da je bil začetek tekme oziroma ves prvi polčas izredno izenačen. Litva je v bistvu šla v drug polčas samo s točko prednosti, je na koncu izvlekla zmago z kar 19 točkami razlike. Zdajle mi smo Poljake nabrisali, če se smem tako izraziti, z 30 točkami, Litva torej nekoliko manj.
Pa mislim, da to jutri ne bo imelo nikakršne vloge. Jutri je tekma zase, povsem nov začetek. V bistvu bo vse odvisno od ene dnevne forme, pravega naboja tekmovalnega. Svoje bodo naredile tudi kakšne sodniške odločitve, vzdušje v dvorani, vse skupaj se bo zlilo v eno celoto, na koncu koncev bo pa glavni pokazatelj čvrstost, homogenost in pa seveda kvaliteta določene ekipe. Jaz povsem verjamem, da je v tem trenutku slovenska reprezentanca močnejša. Litva ima zelo močno centrsko linijo, medtem ko sem prepričan, da je naša zasedba neprimerno boljša, močnejša, kakovostnejša na zunanjih položajih. Imamo pa en velik faktor prednosti, brez nekih in polemik, je tole Luka Dončić. Jutri torej 18:30 tekma, ki smo jo čakali in napovedovali od samega začetka priprav že, tako da vsa kopja se položijo takrat. In ja, jaz osebno trdno verjamem, v bistvu sem skoraj prepričan v zmago naših, resnično se ne želim posuti s pepelom, pa vendar, če bo nasprotno od moje napovedi, sem se tudi to pripravljen. Ampak, naši fantje me ne bodo pustili na cedilu, tudi vas ne. Mogoče je to celo napačni izraz. Prepričan sem, da bodo dali vse od sebe, tako da v vsakem primeru nikogar ne bodo pustili na cedilu, še najmanj pa samega sebe. Dovolj filozofiranja, jutri 18:30, torej dajmo naši. Srečno Slovenija, vse dobro.